večer, dragi gostje, voščim vam. Je bil naslov naše prve skladbe in prav tak je bil tudi pozdrav organizatorjev prireditve. Skupaj smo vstopili v Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska, občina Logatec in gost večera Igor Perkovič. Za naslov prireditve pa izbrali besede. Za naslov prireditve pa izbrali besede Poklon Sloveniji z glasbo in besedo. Mesec junij je čas, ko je spomladi prehajamo v poletje, tako kot je slovenska pomlad prišla iz sanj mnogih generacij Slovencev do samostojne in neodvisne države Slovenije leta 1991. Naj se skupaj na kratko predstavim. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je domoljubno in veteransko društvo, ki združuje državljane Republike Slovenije ter Slovence v zamejstvu in po svetu, ki imajo pozitiven odnos do svoje domovine in slovenske osamosvojitve. Združuje vse, ki so sodelovali pri ustanavljanju političnih, kulturnih in gospodarskih temeljev osamosvojitve v pripravah na osamosvojitev Slovenije, pri sami osamosvojitvi ter pri branbi domovine v vojni za Slovenijo. Prireja številne dogodke povezane s časom osamosvajanja Slovenije. Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska deluje 37 let. Ustanovila so ga obrtniška združenja z širšega Notranjskega. Vsako leto kot celota ali kot skupine, ki delujejo pod njegovim okriljem, nastopijo več kot 20krat, če se le ponudi priložnost za to. Zbor je gostoval v vseh sosednjih državah, zapel tudi v drugih, na Češkem, Slovaškem, Švici. Zbor velikokrat sodeluje na domoljubnih prireditvah. Po izdaji četrte zgoščenke Odzven ljubezni, posneti minulo leto, po 35. obletnici delovanja, še pogosteje posega po novih priredbah ljudskih pesmi. Poje pretežno slovenske, posvetne in sakralne duhovne pesmi. Od lanske jeseni ga vodi Viktorija Celac, magistra profesor glasbe. Današnji gost Igor Perkovič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. Po osnovni šoli gimnaziji v Sežani je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in opravil dodatno specializacijo iz mednarodnih odnosov. Prvo zaposlitev je dobil v diplomaciji, bil je konzul Republike Slovenije v Sarajevu. Trenutno je zaposlen na RTV Slovenija.
Je tudi avtor koncepta in scenarija številnih prireditev. Ustvaril je več kot 300 prijavljenih glasbenih besedil in nekaj zbirk pesmi. Njegova besedila prepevajo Eva Boto, ansambel Lojzeta Slaka, ansambel Nemir, Tilen Lotrič, Poskočni muzikanti, ansambel Spev, Gadi, ansambel Roka Žlindre, ansambel Franca Miheliča, Veseli svatje, Ravbari, Prleški kvintet in še mnogi drugi. Je prejemnik številnih nagrad slovenskih glasbenih festivalov za besedila. Izdal je 3 pesniške zbirke domoljubnih pesmi. Slovenska pesem, Zbudi se Slovenija, skupaj zbirka pesmi o domovini. Preden pa damo besedo nocojšnjemu gostu, nam bo zbor zapel še Rodni domači kraj avtorja Štefana Smolarja. Ta prekrasen uvod, hvala. Na koncu vas je veliko prišlo, ugotovili smo, da je danes tudi zadnja predvolilna sobota, vikend, ogromno dogodkov je, tako da so ljudje razpršeni po celi Sloveniji in lepo vas pozdravljam, vsi vi ste seveda, ki ste tukaj, verjamem, da bo to lep večer prepletanja poezije, s posegom v nek vrednostni sistem današnje družbe, ki je dostikrat načet. Tako da to ne bo zdaj eno suhoparno predstavljanje zbirke, skupaj to je knjiga domoljubnih, domovinskih pesmi, od slovenskega jezika do slovenskega kmeta, do lepot Slovenije in tako naprej. Ena krasno pesem je zdaj zbor odpel, o domotožju, o domotožju, ki ga se težko prenaša. Jaz imam veliko podobnih pesmi v svojih pesniških zbirkah. Ko se potopim v misli, v spominu na domači kraj, malo je ljudi, ki od rojstva do konca ostanejo v svojem domačem kraju in imajo nekaj take domotožne spomine na domačo dolino, lahko tudi na domač Logatec, če želite.
jaz sem napisal, pa tudi tako mislim, ne, ko gledam te bregove okoli domače doline, ko se človek vrača domov po mnogih letih, lahko po desetletjih in reče, in se mu milo storija, ne, in reče, med temi bregovi, pod temi vrhovi ugledal sem svet. V osrčju doline sem pustil spomine in pustil sem sled. Srce pa se vrača, ker hiša domača še vedno stoji. Pred njo rad na samem, v mislih objamem domače ljudi. Kar nosim v sebi, za vse zvezde ne bi nikoli prodal. Domačega kraja, logaškega raja pač ne bi izdal. Ko kdaj obupujem med bliščem na tujem, ko kdaj mi ne gre, pa sred bolečine prikličem spomine na mlado srce. To je ena pesem o vračanju v spominih po mladost. Telo se lahko postara, ampak spomin pa pomladi dušo, ko se dotakne tistih časov pomankanja, težkih časov, vendar lepih časov, ki jih nosite v sebi. Spomin na domače kraje, na mamo in očeta, na cerkvico, na lipo sred vasi, oživi čez praznike. Malo bomo praznovali praznik slovenske državnosti. Takrat bo marsikdo prihajal domov in bo rekel, ko grem domov za praznike in kilometre štejem, med slikami otroških dni potapljam se in smejem. Uhaja mi spomin na dom, na mamo in očeta in nemo zavrti se čas v tista mlada leta. Čeprav sem davno šel v svet, sem pustil korenine, kjer prvič pesem slišal sem v slavo domovine. V zavetju njenih sem zvonov, napil se hrepenenja, še zdaj, ko vračam se domov, miriše pot življenja, kjer cerkvica stoji, je moja vas domača. Spomin na mlade dni v meni še živi, kjer cerkvica stoji, srce se rado vrača in solzico spusti, kjer cerkvica stoji. Jaz govorim v teh pesmih upam se trditi še vedno o nekih tradicionalnih vrednotah, ki jih sedanjost, ki je dostikrat zaide, ne, nekam tudi v glasbi, če hočete, ne, ampak še vedno črpamo iz tistih korenin in to nas ohranja, ne. Kakor hitro bomo presekali te sokove teh korenin, ne, potem se nam slabo piše. Jaz prisegam na domačo izvirno pesem, na slovensko besedo, ki je zelo primerna za liriko, za poezijo, je mehka, ni trda in toga, da jezik bi lomil se, ko jo izreče. Nasprotno, je mehka, kot božal bi koga, ko z ustnic kot žametna reka ti steče. Za smeh in za solze bila je rojena, za ogenj in let in za tisto ostalo. Ušesa poboža, tako kot nobena, in čustvom brezmejnim odpira padalo. Slovenščina namreč. Preprosta je, hkrati pa silno bogata. Poda se gospodu, beraču in kmetu, odpira še neizrečenemu vrata. Ponosno postavljamo z njo se po svetu. Zato branimo nje sonca, mehkobo in žamet, da ne bi se slabega kaj zgodilo potem,
ko bi pozno nas srečala pamet, potem, ko bi kdo jo izrinil na silo. Slovenski jezik je alfa in omega vsega, o čemer bomo danes govorili, je tista prva materina beseda, je prva pesem, je pesem domača. Kam gre današnja zabavna industrija, ste lahko videli v nekaterih ekstravagancah pesmi za Eurovizije, ne? Ampak če že Evropa gre nekam, kjer ni vrnitve, ne, praktično, potem moramo mi ohraniti svoje korenine, ker jaz pravim, rojen sem tu na sončni strani raja. Ponosen sem kot domovine sin. Izginja vse, resnica pa ostaja, ne bom pozabil svojih korenin. Kjer hodil bom, bom našel lepo pesem, spodbujal, da se seli iz roda v rod, da se moj sin nikdar ne vpraša, kje sem doma in kam gre moja pot. Storimo vse, da bi slovenske viže odpirale srca na naših tleh, da z njimi bi prišli si malo bliže, da bi bilo več isker v očeh. V srcu nosim eno domovino, zato negujmo njena sonca vsi, besedo njeno žlahtno in edino. Negujmo, da je kdo ne preglasi, ker pesem domača včase me vrača, kjer gnezdijo ptice, kjer je moj dom. Pesem slovenska, meni najdražja, saj nikoli pozabil ne bom. Zdaj smo govorili o slovenskih koreninah, o preživetju slovenskega naroda, tudi zaradi našega jezika, zaradi naše pesmi. Zelo pomemben delež pri ohranjanju slovenstva, pri ohranjanju domovinskega čuta, tradicije, če hočete, naših korenin, je tudi slovenski kmet. Slovenski kmet, ki je vendarle kljuboval stoletja tukaj, se spopadal z lepim in slabim, vendar obdeloval to našo slovensko zemljo, ki je pomenila pripadnost, da so ljudje ostali doma, ki je dala kruh, ne, in ki je gojila, tudi če hočete, ustrajala na nekih koreninah, da ni vse skupaj razpadlo. Ne. In odnos do slovenskega kmeta je danes katastrofalen. Ne. Zato v naslednji pesmi poklon slovenskemu kmetu, slovenski zemlji. Gre pa takole. O zemlja slovenska, ki pridno rojeva, da žan je Slovenec, kar je posejal. Od dneva do mraka, od mraka do dneva, na njej žulj je puščal, na njej je garal. O zemlja slovenska, od milosti dana, preširno baha se od tam pa do tod. Dežela pod Alpami z njo je postlana, na njej se razvijal slovenski rod. O zemljica draga in zemljica sveta, nikdar in nikomur prodati je ne smem. Spominja na mamo me in na očeta, navdih je in upanje našim ljudem. O zemljica moja, ki dati si znala, rodovom pred nami pogum za naprej. Ponižno pred svetom izrekam ti hvala in prosim, rojevaj nam kakor doslej. Če bomo zanemarili zemljo, če bomo prodali zemljo, je konec. Nimaš več oblasti, nimaš se več za kaj boriti, ker ti ne ostane, nimaš več predmeta poželenja. Je tako? Ne? Je vse drugo brezsmiselno. Vse tisto, za kar smo se borili, bo postalo brez veze, bomo zapravili.
Zdaj smo 33 let na svojem in bilo je potrebno veliko poguma, veliko tveganja, malo tudi zgodovinske sreče in pravih ljudi na pravem mestu, ki so potegnili narod za sabo. In bil je potreben pogum. Tega se premalo zavedamo, kajti če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu zdravljice, morda bi še danes po njej hrepeneli in še bi tičali v gnezdu krivice. Edinosti šli smo takrat naproti in ni bilo vojske in ni bilo sile, ki bi nam prekrižala sanje na poti. Sanje, ki so se takrat nam zgodile. Bili so močnejši, a niso zdržali, ker ni bilo sonca na njihovi strani. Imeli so vest, ki je niso oprali, mi pa imeli smo zvezde na dlani. Hvala vam tistim, ki za domovino življenje ste dali, da mi bi živeli. Kdo bi razlagal nam zdaj zgodovino, če ne bi takrat poguma imeli? Ja, če ne bi takrat poguma imeli, kdo bi nam danes razlagal zgodovino? Kot da ni slovenski narod že dovolj trpel na vseh straneh, kot da ni bilo preveč to, da je brat dvigoval roko od brata, kot da se ne bi nič naučili, kot da ne bi pustili toliko let po teh krutih dogodkih, da ne bi dovolili ljudem spomina v miru in tihoti, spokojnega spomina na rajnke, brate in sestre. Kot da so eni naši in eni, ne vem, z vesolja. Saj na eni strani naši, na drugi strani naši. Ležijo, ječijo, v spomin, v opomin. Komu sledili so trudni koraki, ko so polagali zadnje stopinje? S temo v očeh so jih hladni vojaki, svetlobo življenja drobili v črepinje. Ječale so sestre, ječali so brati, preslišani kriki so zrli v tišino. Ni dano bilo mi v svetlobi ostati, njih duše so morale v temno globino. In jutra nad vami so upanja lačna, da vaše bi solze ne šle v pozabo. Ne bojte se, sedanjost bila bi naj drugačna, ostane nedobro, odide naj slabo. In danes smo tu, ker bi vidvi hoteli, posejemo luč naj za rajne Slovence, ki niso takrat, je ne mogli, ne smeli imeti prižgane, da slibi čez sence. Saj tu ležijo naši in tam ležijo naši in vest nam prebujajo v opomin, v spomin. Kateri maj je bil eno leto praznik, spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, 14. 15. maj, da ste vedeli, 17. maj, 17. maj lani, 16. maja lani, tudi leto smo zdaj se prijeli na lansko leto, je bilo v Ljubljani pred parlamentom spominska slovesnost, kjer so se ljudje pietetno, kultivirano, v tišini poklonili tistim, ki jih je komunistični sistem imel vzel življenje. Tam so bili prijatelji spomina, žrtev komunizma, so pripovedali svoje zgodbe in tako naprej. Veste to zgodbo, da je isti
isti večer vlada sklicala nadaljavo sejo vlade praktično in so odpravili ta dan. Ljudem so vzeli spomin, tega spomina ne moreš vzeti, ne, ampak vzeli so jim tisti občutek, da tudi država pripoznava, da imajo tisti, ki so umrli nasilne smrti, zaradi tega, ker niso bili na tako imenovani pravi strani, da bi se jim poklonila. Ne? Letos je bil podoben dan, neformalen dan, ker praznika niso uvedli, spomina niso uvedli, še enkrat. Ne? Tako da je to nekaj nepojmljivega, da ljudem vzameš nekaj tako elementarnega, pri čemer nič ne pridobiš. Morda pridobiš zadoščenje v smislu, tako zdaj pa nimajo zadoščenja, mi smo močnejši. Ok, ampak spomina na ljudi, ki so bili zavezani domovini, enostavno ne moreš vzeti. Zdaj gledamo odnos do slovenske države, kjer uradne institucije enostavno dostakrat ne veš, komu pripadajo, kateri državi pripadajo. Danes je na poslopju na Gregorčičevi so 3 zastave, zastava Slovenije, zastava Evropske zveze in palestinska zastava, pri čemer Slovenija meni, da je dodeljena vloga mirovnega posrednika, prvega med enakimi in tako naprej. Da, če želiš biti mirovni posrednik, če želiš sprte strani spraviti za pogajalsko mizo in privesti nasilje k koncu, moraš enakovredno obravnavati obe strani, če že. To je samo ena zastava, samo palestinska. Ampak jaz pa, ko zaslišim zdravljico, orosi se oko in dlan se oprime srca, kot jadrno švignil bi glas čez nebo, da celo telo zaigra. Ko zaslišim zdravljico, se ponos prebudi in zvezde utrnejo se. Prav vsaka odpošlje močnejše luči do zemlje, morda pa še dlje. Ko zaslišim zdravljico, spet se vrne mi moč in spet zavrti se moj svet. Če slutnja neslišno zagrne mi noč, zdravljica odgrne jo spet. Ko zaslišim zdravljico, mi samozavest poskoči v nebo in naprej, da kakor utrinek dotakne se zvest v zavetju neskončnih idej. Ta svet je šel v neznano pot. V neznano pot, ki je ne poznamo, ki ni preverjena. In ko bomo prišli na neko razpotje, bomo želeli iti nazaj, bo morda prepozno. Smo na razpotju, kjer se bijejo tradicionalne in nove vrednote. Zdaj, če so nove vrednote to, da si to, kar se počutiš, in ne to, kar se rodiš, potem ne želim takega sveta. Če so nove vrednote to, da poudarjamo zanikanje lastne identitete, lastnega naroda, lastnih vrednot, korenin, potem nisem za to. Če so zdaj vrednote, da so vsi enaki, da nacionalni ponos, da je to nekaj preživetega in tako naprej, v imenu tega globalizma, tako imenovanega zelenega prehoda, ki je v bistvu hrana za določene interese, multinacionalke in tako naprej, potem mi smo za to.
In enostavno, če danes normalno da v šolskem sistemu ne poudarjajo nastanka slovenske države kot enega temeljnih mejnikov v slovenski zgodovini, da enostavno brišejo spomin na lastne korenine, potem Bog pomagi, potem na drugi strani nekdo, s katerim se jaz ne strinjam. Ker če imate otroke, kdor imajo otroke, ali pa mlade, sej, jim je treba prenesti in povedati naslednje. Ne pozabi, dragi sin, ne pozabi korenin. In ko hodil boš po svetu, spomni se na svojo vas. Ne pozabi, draga hči, da v tebi teče kri, ki stoletja se iz roda v rod preliva skozi čas. Ne pozabimo nikar, da je mati domovina naš objem in naš pristan. In zato, če bi se kdaj in morda zgodilo kaj, kakor že takrat pred leti spet izstopimo v bran. In ker njeno sem ime skril pod ključem v srce, ni na svetu širne sile, ki bi mi vzelajo. Saj nikoli nisem sam, ker v prsih jo imam, vse dokler me ne odnese zadnja pot čez Mavrico. Jaz razmišljam skozi pesmi, napisana je že naslednja zbirka, je napisana že predstava, s katero bomo gostovali po Sloveniji, skozi pesmi, harmoniko in tako naprej, ker boste vabili in če nas bodo povabili v Logatec. Ampak, da bi pa jaz rad napovedal, naše goste, glasbene goste, zbor bo zapel 3 pesmi, pa Kako bom ljubila, to je ljudska v priredbi Katarine Pustinek, Micika v Pingradi, Porabska, Rudska, Radova Govec in je pa Davi Slanca Pavla Mateja Hubaka. Po prireditvi boste lahko prispevku dobili to knjigo, pa tudi CD plošče, zborom bo, ampak to potem. Zdaj pa bi prosil, za te 3 pesmi.
Ja, če dobro poslušate, dojamete to bistvo izročila slovenskih pesmi, včasih dobesedno, včasih niti ne. Sporočilo zadnje je bilo, da nič ne pride samo od sebe, ne? Tudi rožo je potrebno zaligati, se pravi, nekaj je treba dati od sebi, samo od sebe nič ne pride, razen če ustanoviš nevladno organizacijo, potem si rešen, ne? Za 1 leto. Tudi taki odnos do domovine, ne? Govorimo o domovina in tako naprej, vsi v mojem srcu, ja, ampak ona je tvoje zavetje, ampak ko te pa rabi, jo moraš biti pa na nek način, ne? Na razpolago. V duhovnem smislu, z orožjem, če hočete, s takšno in drugačno pomočjo, saj ko domovina pokliče, ji pridi naproti, v istem sta čolnu, na isti sta poti. Ko domovina pokliče in kadar te rabi, le eno te prosim, na njo ne pozabi. Ko domovina pokliče, nikar ne obrni i hrta nikoli, zvestovo ji vrni. Ko domovina pokliče, saj domovina ne kliče kar tako, ker drugega dela bi pač ne imela. Saj, ko te domovina pokliče, ne reci, da to se tebe ne tiče. Ne išči poti, ne išči načina, da za pomoč ni razloga, ker če tebe ne, koga pa bo domovina sploh poklicala? Koga? Ne? Takrat je treba stopiti, Bog ne daj v primeru nekega konflikta, kot je bilo leta 1991, ampak takrat je treba stopiti skupaj. Ne? Takrat je treba iti, če je problem v zdravstvu, je treba čakati, ne pa svojih otrok govoriti, dvoživke je treba preganjati, svoje otroke pa pošiljati zasebniku. Ne moreš govoriti enega, delati pa drugega. Včasih se ta odnos enostavno zlomi v odnosu do domovine. Predvsem jaz vidim, da je šolski sistem, kar se tega tiče, popolnoma sesut. Tle je blamaža totalna. Od redkih učiteljev je odvisno, koliko prenesejo na učence tega, kar šolski sistem niti ne obsega, niti ne zahteva. Jaz sem gledal učbenike za 4. razred, gimnazija, za 9. razred. Ne vem, kjer obravnajo te teme. Nič. 1 stran, 2 strani, 1 slika Peterleta, 1 slika Kučana in to je to. Sestop z oblasti, Brionska deklaracija, 10-dnevna vojna, 1 vikend, pa 1 teden bila vojna. Prej pa nič. Kaj pa prej? Manevrska struktura, kaj so počeli? So zapirali ljudi, pa treba se pripraviti na vojno, ne? Ne moreš 10-dnevni vojni zmagati proti 4. sili, ne vem kje, v Evropi. Ne moreš, če prej ne. Latentna vojna je bila prej, 1 leto je trajala vojna. Zato včasih se zdi, kot da je vse samoumevno, kot da se ne zavedamo, da to, kar imamo, to pač ni kar tako.
sploh, da lahko in na ramo vedno položimo trudno glavo? A se zavedamo sploh, da ni dana bila nam na lahko, bila podarjena? A zdaj, ko je vstala, od solz je oprana, je lepa, je trdna, tako kot nobena. A se zavedamo sploh, da ni padla iz nič nam v naročje naravno z neba? Zato jo držimo, da ne bi ukradla je kakšna usoda, ki nima srca. A se zavedamo sploh, kaj imamo? A se zavedamo, da bi lahko brez nje bili? Zato pazimo na njo in zato je ne damo, da le se ji kaj nikdar ne zgodi. Da le se ji kaj nikdar ne zgodi, odvisno od slovenske povezanosti, trdnosti in tudi od samozavesti, slovenske samozavesti. Od zunaj se jim ne bo nič zgodilo, če bo slovenski narod samozavesten, če se bo samo spoštoval, pa tudi tujci spoštovali to, kar imamo. Notranji konflikti so pa nevarni. Notranji konflikti so nevarni, da se ne bi pretrgal ta slovenski krog. Če rečemo slovenski krog, ni nič slabega to. Vsak naj ima rad sebe in naj spoštuje druge. Od nekdaj spoštujemo tuje pomladi in radi imamo vsa sonca sveta. A najbolj ognjišča se človek navadi, le njega imamo, saj tu smo doma. Ta slovenski krog je pomemben, ampak slovenski krog ohranja družina, ne pa razna binarnost, nebinarnost in tako naprej. Ne. Poglejte, kakšen je prirast, naravni prirast tistih, ki čakajo na meji nelegalnih migracij. Kakšen prirast. V zahodnih evropskih državah dobivajo že nekatere lokalne volitve v krajih, ker jih je več. A problem v njih? Ne. Problem je v tej Evropi, ki enostavno ne ve sploh, zakaj se gre. Ki ne slavi več tega, kar je bilo. Zato slavimo naše dede, očete prav tako, in babice in matere in to, kar je bilo. Prenašajo iz roda, prenašajo se v rod. Spoznanje, kri in upanje, da ne gremo od tod. So svoje postorili, zdaj smo na vrsti mi, že jutri breme padlo bo na sina in na hči. Zato ne vse rodove slavi na veke Bog, da le nikdar prekinil se ne bi slovenski krog. Ne? O tem govorimo. Da pa se ta krog ne bi prekinil, je treba spremeniti eno radost, odnos do življenja, do družine, do vrednot, en odnos do odgovornosti, do naših rodov, samobitnosti, samozavedanja. In tega ne bo naredil svojo kampanjo 8. ne vem kakšen marec. Seveda, ni vse, veste, v standardu, pa v stanovanjih in tako naprej. Kakšne so včasih družine, pa niso imele 5-sobnih stanovanj in tako naprej. Ne pomeni zdaj, da morajo vsi biti v eni kašči, v eni izbi, ampak en pozitiv, en optimizem mora spet priti v Slovenijo. Ena odsotnost strahu, kaj pa bo, vse bo. Vse bo. Tudi država lahko pomaga, ampak vse skupaj mora, tudi ta družba malo se spametovati. Statistični podatki ne lažejo, so egzaktni. So prišli letos ven za lansko leto, število rojstev okoli 16 000, to je najmanj
najmanj rojstev, ne v Sloveniji, so v državi Sloveniji. Odkar se to meri, najmanj prebivalcev je pa približno enako. Ker bo treba nadomeščati, naravni prirast je treba vzdrževati, je treba nadomeščati z drugimi. Zdaj, ne moreš ga niti nadomeščati z jedrskimi fiziki, ker ne more biti vsi jedrski fiziki, ne moreš ga nadomeščati z kriminalci. To je problem sodobne Evrope. Isti problem ima zahodna Evropa, še večji, ker jim je predobro in je lažje pelati vsak frizerjev kot otroka. Enostavno, ker je treba uživati, treba potovati, treba hoditi na joge in tako naprej, enostavno ni časa za to. Svet bo šel naprej, Evropa bo šla v dekadenco na tak način. Vse to so zdaj črne misli, ampak do zdaj, recimo, ta podatek je zelo zgovoren, ki sem ga povedal, najmanj živo rojenih otrok, odkar se meri bilo v lanskem letu. Tako da, zdaj, seveda, vse skupaj bremeni tudi ta razdeljenost na nek način, gotovo, ki je nek način logična. Vedno so v družbi ti, ki so za te, pa za one, raznolikost mnenj, nekaznovana raznolikost mnenj je pridobitev tudi demokratičnega sistema, tudi vojne za Slovenijo, da lahko različno mislimo, ne da bi seveda tvegali pregon. Ampak odnos do domovine se mi zdi pa preveč bipolaren v Sloveniji. Odnos do domovine, ne glede na razdeljenost takšno in drugačno v družbi, bi moral biti, pa ni enovit. Odnos do domoljubja ne bi smel deliti ljudi med sabo. Tle pa gledaš, imajo demonstracije eni, same slovenske zastave, imajo demonstracijo drugi, kakšna palestinska, kakšna mavrična in tako naprej. Jaz ne vem, zakaj je to tako, ampak če pogledaš, če se že zgledujemo po dobrih zgledih drugih držav, potem bi morali odnos do domovine enostavno približati mlajšim generacijam, da bi odsotnost tega čuta enostavno spet zapolnili. Ker to je edina stvar, ki bi lahko združevala Slovence. Ne zdaj šport, ok, športni uspehi, tam so čustva, ampak domovina, pripadnost domovini. Ker če kaj, potem nas domovina pod svojim združuje dežnikom. Je mati, ki hčerko in sina nahrani z brezčasnim dotikom. Ker ne mara za naše špetire, za naše delitve ne mara. Pomaga nam vleče z ovire, potiče z mostove pričara in njena iskrenost je čista. Kot je pri očetu in mami, saj le domovina je tista, ki v dobrem in slabem je z nami. Pod njenim dežnikom posije po soncu, podrži nam sonce močneje, iz jeznih strasti nas izvije in zopet nam srca ogreje. Tle ne bi smel biti, pardona. Ko je domovinska proslava, mora biti proslava, ki, ne bom rekel preprosta, ampak blizu ljudem, vsem. To mora biti praznik slovenske pesmi, slovenskih ljudi. Tisto, kar deli, tistega pač ne poudarjaš na proslavah. Tisti, ki pa, se to ni prisilen odnos. Če kdo ne mara, adijo. Nobenega se ne sili. Počasi ključ v tej knjigi je še veliko pesmi, ki nisem prebral, ampak jaz pišem
pišem, da je neka urejena ritmika. Veliko pesmi sem napisal tudi dobro, za glasbo, ne? Tudi domovinskih za glasbo. Lojze Slak, ker sem bil pri Lojzetu Slaku na koncu, tudi leta 2010. Je rekel, ženo Ivanko sta bila zelo gostoljuben par. On je z Dolenjske, živel je pa v Gunskah, v Ljubljani, tam v Šentvidu. In je rekel, veš, jaz imam, včasih zaključujem vse skupaj, imam po predalu veliko svojih pesmi, tudi objavnih inštrumentalnih pesmi. Sva šla gor v prvo nadstropje njegove hiše, kjer je imel glasbeno sobo in tam je imel zložene CD-je, mi dali 3 CD-je, rekel, veš, da pa, to so moje instrumentalne pesmi, jaz bi pa rad jim dal besede, naredi mi eno. In jaz vzamem, razmišljam. In ker je toliko meni govoril on o tem težkem poslavljanju in prijetnem vračanju v domovino, o teh lepih občutkih, ko je gostoval pri Slovencih in jim v tistih pač nedemokratičnih časih v Sloveniji, ne, jim je predajal Slovenijo v Avstraliji, v Združenih državah in tako naprej. Kakšni občutki so to bili obojestranski. In sem napisal na pesem o Sloveniji na njegovem zadnjem albumu, potem nas je naslednje leto zapustil. Lojze Slak je eden največjih sinov slovenskega naroda, ki je skozi to ljudsko pesem, umetno ljudsko pesem, se pravi avtorsko, ljudsko, ponarodelo pesem, nam pričaral odnos do matere domovine. Vse te izkušnje, ne, potem, ko sem organiziral proslave v čast Republiki Sloveniji, nismo dosti filozofirali. Skozi glasbo in poezijo smo približali domovino ljudem. Predstavljam, to je bil praznik za vse. Seveda so pisali, da je bila to enostranska, da so bili benigni izvajalci. Veste, slovenski oktet, Oto Pestner in tako naprej. Potem, katera sta ta brat in sestra slovita, Marko Fink, Bernarda Fink, niso jih marali, ne? Niso 8. marec vsi ti, ne? In potem enostavno, ampak treba je dati to domovino, treba ljudem, ne? Veliko je treba narediti tudi za naše ljudi, ki so šli ven, da se njihove druga, tretja generacija, da se vrne. Ne? Ali pa za zdomce, da se vrnijo, ok, so šli, ker so se reševali življenje, ampak treba jim je omogočiti, da se enostavno vrnejo, ker to so zavedni Slovenci. To so res zavedni Slovenci, dosti bolj kot tle, kar je logično. Ti moraš za domovino na tujem, da jo hraniš veliko več storiti kot pri nas. Nikoli ne preberem, ampak mislim, da imam eno pesem tudi tem ljudem posvečeno, pa me zanima, kako se vam bo zdela. Imam jih več, ne? Eno imam Rojakov, eno imam Slovensko srce, eno imam pa Lastovke. Lahko rečemo, da bom zdaj, dajmo prvič preberem pesem Lastovke. Lastovke vračajo spet se in spet in znova in spet odletijo. One vedo, kako velik je svet med bliščem in med domačino. Tu jim je prvič posvetila zvezda, tu jih ognjišče je grelo na zimo. Preden po kruh iz domačega gnezda odšli so v grenko tujino. Mnogi bi silno se radi vrnili, ne bi na tujem jeseni čakali. Mnogi, ki komaj plahutajo skrili, prišli bi in tukaj ostali. Zdaj domovina vas spet potrebuje.
ura počasi, a vztrajno tik-taka. Lastovke, ki ste zletele na tuje, pridite, pridite, gnezdo vas čaka. To bi morala biti politika Urada za Slovence po svetu. Prav je, da se pleše, prav je, da se tudi povabi tiste ljudi, ki niso vsi grdi, zlobni in sovražni, ki ne plešejo. Premajhen je slovenski narod, da bi delil te volitve, da bi zmerjal ljudi z mračnimi silami, s fašisti in tako naprej. Brez veze. Absolutno je pridobitev, je treba nagovoriti različnost mnenj. Ko pa to pride na osebno raven, mi pa se ne strinjava. Ne bova si osebno tega zamerila. Ko pride na osebno raven, ko se obračuna s tisti, ki mislijo drugače in se uporabi argument moči, namesto moč argumenta, ko se pošilja policijo, čeprav se je prej ni, nad svoje nasprotnike, potem to ni nekaj, kar bi lastovke opogumile, da bi prišle nazaj. Kvečemu opogumlja slovenske strokovnjake, mlade zdravnike, mlade inovatorje, da grejo v tujino. Slovenija ne more konkurirati s plačami, ne more. Potem takem bi vsi šli ven, ampak to ni vse. Za 500 evrov višjo plačo nihče ne bo šel nekam drugam. Ampak ustvariti je treba okolje. Okolje za naše rodove in da bo slovenski narod z veseljem odpiral vrata tudi tisti, ki prihajajo drugod, ki bodo obogatili in dopolnili našo kulturno, družbeno sredino. Absolutno. To niso črno-bele stvari. Ampak treba je to pametno, odgovorno ravnati z domovino in slovensko zemljo. Eno in drugo je v omejenih količinah. In ko to zapraviš, nihče ne more več tega popraviti. Nekaj teh resnic je še v knjigi. Jaz imam tam od zadaj na stolu je nekaj knjig. Če bo želel kdo, da mu jo podpišem, vzame tam knjigo in jo prinese k meni. Tako da jaz se vam zdaj zahvaljujem, da ne bomo, čeprav je poletje, koledarsko še zdaj začelo. In vas mogoče zdaj spodbudim, če ima kdo kakšno vprašanje, preden naš zbor zaključi to prireditev še z enim venčkom. Kako se nam je zdelo, nekaj tem smo se dotaknili, jaz imam svoje razmišljanje, lahko se z njim ne strinjate, lahko kaj diskutirate. Kaj vas moti v tej državi, a se da kaj spremeniti, bi rad slišal tudi od vas, če koga zanima. Kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Vedno mora biti en prvi. A smo vse povedali? So bili zadovoljni? Vam bilo v redu? A res? Ja. Veliko je danes prireditev. Skratka, lahko se pomenimo še kaj po tej prireditvi. Tako, z moje strani je to vse. Jaz bi se rada zahvalila, mene je vaša beseda tudi zanila. A res? Hvala, ne? Hvala tudi vam, veselje vas poslušam. Hvala lepa. Še najavil, imam še napoved. Meni so napovedi na RTV vzeli zdaj, zato napovem tukaj, ampak pride tudi ta čas. Lepe ste ve karavanke, Avsenikova pesem za zaključek, prosim.
Tisti, ki si želi enega, vseh imate, verjetno. Ah, je, ja. No, ste dobili. Jaz imam knjige tam. Tako da, hvala lepa. Pa ne pobegati, ker tam zadnje še čaka malo.